rekli, da samo se bil kaj se zrejte. Se dal na diski. Se bo dal pri 20 evrov. To je mednarodni meni Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli v Kulturni center Lezogratoš. Na srečanju povitali nocoj bomo pač obravnavali šolo, družino in zunajšolske dejavnosti. Imamo pa gostje gospoda Ivana Peterlina, Martina Malerja in gospo Novino Bogatec. Lepo pozdravljeni v naši sredi. Nas ni dosti, ampak tisti, ki so tukaj, so tisti, ki pač so aktivni v teh dejavnostih obšolskih. Jaz predajam besedo. Ne vem, kdo bo... Ja, da imate mikrofon. Hvala lepa. Ne vem, če je mikrofon potreben. Ja. Za sneman. Dobro. Meni pripada ta velika čast, da otvarjam ta nocojšnji večer. Najprej se vam moram res iskreno zahvaliti za vabilo na ta večer. Z največjim veseljem vam bomo posredovali seveda vse podatke, ki so tesno povezani z našo raziskavo. In sam sem tudi prepričan, da bomo lahko potem tudi v debati, če boste to želeli, lahko bomo skupno razmišljali o vsem, kar je s temi podatki povezano. Še enkrat torej najlepša hvala za vabilo. Tako, za ogrevanje nekaj razmišljam. Ob rojstvu te naše nove študije bi rad izpostavil celo vrsto razmišljanj, ne se strašiti ne bom, če ne bi bili predolgi, ampak nekaj ugotovitev pa je vseeno treba postaviti nejasno, nekaj strateških vprašanj je treba tudi se lotiti, ki ta vprašanja vsa čisto spontano silijo na dan. Vsaj po mojem mnenju nas vsa ta vprašanja morajo pripraviti do tega, da se usedemo, da napnemo možgane in da povsem na novo zarišemo skupne, prav gotovo programsko dogovorjene, strateške poti, kako naj še naprej ohranjamo osnovne vrednote, ki nam omogočajo, da smo kot jezikovno narodnostna manjšina še danes tu in bi tu tudi še radi ostali. Danes, seveda, ali nocoj, da tako rečem, nimamo
ne vem koliko časa na razpolago. Gre zgolj za neke vrste predstavitev tega našega dela in te podatke bo treba do potankosti preštudirati in potem komaj potegniti neke zaključne niti. Tako da mislim, da se bo treba najprej spopasti s podatki. Vendar, kar se nas tiče, naj vam povem, da je za nami dolgo, težko opravljeno delo. Delo je bilo zastavljeno kapilarno in, kar me najbolj veseli, delo je bilo vodeno povsem strokovno. Nas je gnala predvsem želja, da na vizitko o tem, kaj smo, predvsem pa, kaj so danes naši otroci, kaj je naša mladina in s tem, kakšna naj bo tudi naša bodočnost, da na to ne gledamo površno, površinsko, ampak da se v besedi in v besede, ki so potem na tej vizitki napisane, poglobimo, jih razčiščemo in se dokopljamo do verodostojnejše slike o tem, kaj v resnici danes smo. Mi smo se pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji lotili te teme in se odločili za tovrstno opazovanje naše življenjske stvarnosti, ker smo to uvrstili tudi med temeljna poglavja sedanjega odbora združenja. Predvsem zato, ker smo kot športni delavci in se imamo za ene bistvenih soustvarjalcev zunajšolskih dejavnosti, smo močno čutili na vseh naših delovnih ravneh, da se naš manjšinski prostor močno spreminja. Da to ni več to, kar smo mi starejši mislili, da je. Da nosilne vrednote niso več, ali pa so v veliko skromnejši meri tiste, na katere smo se naslanjali mi. Naše pravilo pri združenju je, da če do potankosti ne poznaš okolja, strukture, predvsem pa človeka v vseh njegovih življenjskih odtenkih, človeka, s katerim delaš, človeka, ki ga učiš in ga vzgajaš, potem so tvoje delo in naprezanja in predvsem želja po ustvarjanju nekega napredka pravzaprav nestrokovno uravnani. In nazorsko gledano res ne morejo seči do srca. Postavljeni smo pred težko nalogo, kako danes naše mlade prikleniti na našo stvarnost, da ta vsaj številčno še ostane pomembna in vitalna in da ne zapade v neke vrste folklornega geta. Mislim, da smo pri tem našem delu, pri teh naših naprezanjih tudi uspeli. Dobili smo namreč odgovore na zastavljena vprašanja. Toda, ti odgovori, in to boste slišali čez nekaj trenutkov, zahtevajo od vseh nas nove pristope, nova znanja, gradnjo novih programov, predvsem pa nove in drugačne investicije. Z vsem tem se moramo soočati trezno, brez lepomišljenja, brez političnih računic in dogovarjati se je treba z vsemi komponentami našega sveta in to vedno brez fige v žepu. Podatki, ki nam jih ponuja ta raziskava, nasilijo v nova razmišljanja in sam sem prepričan, da o njih ne moramo razmišljati in razpravljati samo v naši športni sferi. Nasprotno, prepričan sem, da je to tema, v katero se morajo in se moramo zagristi vsi. Vsi dejavniki, ki organizirano ustvarjajo naš skupni vsakdan. Od šole do vseh kulturnih izrazov naše skupnosti, od politike in do vsega, kar je povezano z našim obstojem. Odgovori. Odgovori, ki jih boste slišali čez nekaj trenutkov. Povem že vnaprej, da so za marsikoga šokantni, ker nanje še zdaleč ni bil pripravljen, neracionalno, kaj še je v srcu. Za druge so mogoče ti odgovori delno tudi pričakovani, vendar tipanja v neki negotovosti, kar smo počeli do danes, mora biti že enkrat konec. Graden naših programov in naših videnj izključno na podlagi nekih slutenj, čustvenih opazovanj in nekih
površinskih zaznav mora resnično biti že enkrat konec. Pred sliko, ki se nam je zarisala s to raziskavo, ki je, upam si trditi, povsem verodostojna, ne moremo in si ne smemo zatiskati oči. Ta slika je kruta, mogoče nam tudi ni všeč, a vendar je realna. Zato pa je naša skupna naloga, da povsem spremenimo, kot se temu reče, modus operandi. K odgovornosti je poklicana naša politika. Tista, vsaj tista, ki je še kaj do naše slovenskosti. K odgovornosti je poklicana naša celotna krovnost. Vsi se morajo zamisliti, pa to mišljenje ne sme trajati predolgo, in na novo morajo zarisati strateške poteze, kako naprej. Tudi kriterije financiranja naših dejavnosti bo treba nujno spremeniti. V ospredje mora stopiti skrb za kadrovanje, za naše vadbene kadre in to na vseh področjih. Izpostaviti je treba z vsemi silami in jih seveda podpreti vse zunajšolske dejavnosti. Še zadnja misel. Mi smo to raziskavo gradili v tesnem sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim institutom. Močno verjamemo v stroko in zdi se nam neobhodno potrebno, da iščemo poti našega razvoja v tesni povezanosti s tistimi, ki o tem vedo veliko več kot mi sami, ker so že institucionalno poklicani, da se s tem ukvarjajo. Zato sem, dovolite mi, da tako rečem, kot predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, prav ponosen na to, da smo s skupnimi močmi lahko prišli do dokumenta, ki ga predstavljamo javnosti na vseh ravneh. Naj ne izveni banalno in preveč samohvalno, pa vendar sem prepričan, da smo s svojim geslom, ki smo ga lansirali na letošnji Prešernovi proslavi, skupaj zmoremo še enkrat zadeli v črno. Moja iskrena zahvala, da in tudi z tega mesta gre vodstvu Slovija, predvsem ravnatelju Devanu Jagodicu, Norini Bogatec, ki je tudi danes med nami, ki jo lahko imamo za steber naše raziskave. Moja osebna zahvala in zahvala tudi vsega odbora združenja naj gre uslužbencem združenja, ki so v projektu vložili ogromno truda, energij, veliko navdušenega pristopa in predvsem veliko osebnega znanja. Predvsem se moram ob vsem tem zahvaliti Martinu Maverju, ki je vlogo glavnega nosilca projekta, vsaj po mojem mnenju, opravil res z odliko. Zunaj so na voljo raziskave, vzemite jih v roko, preberite jo in naj bo to nova spodbuda za preučevanje nas samih in za razmišljanja o naši skupni bodočnosti. Toliko za uvod. Hvala lepa. Bom kar nadaljeval jaz. Najprej dober večer in dovolite krajši uvod. In sicer publikacijo, ki imate pred sabo, smo pripravili pri ZSŠDI-ju. V končni fazi sem bil najbolj udeležen pri tem delu prav sam. Velik doprinos pa sta seveda prispevala kolega Ksenija Slavec in Igor Tomazetik. Velikansko in zamudno delo je opravila tudi Vera Balcano, ki je bila v času, ko smo opravljali raziskavo pri civilni službi, služila civilno službo pri nas. Namreč ona je računalniško obdelala vseh 2000 vprašalnikov in to je bilo kar zamudno delo. Analiza pa podatkov je bila kar dolga in pri tem delu smo, kot rečeno, se oprli na strokovno delo Slovenskega raziskovalnega inštituta v osebi Norine Bogatec. Za današnji večer sem pripravil eno sintezo rezultatov raziskave in izpostavil bom nekatere vidike, ki se mi zdijo pomembnejši, zato da ne bi bila potem predstavitev predolga. Če mi dovolite, se bom tudi pomagal s skriptami, če se bom uspel gibati med mikrofonom in skriptami samimi. Torej, anketiranje smo opravili med marcem in junijem 2014
in to na vseh slovenskih šolah v Trstu, Gorici in v Špetru. Odgovarjali so vpisani od 3. razreda osnovne šole gor do maturantov na višji srednji šoli. Skupno je na vprašalnik odgovorilo 2135 anketirancev med 7. in 21. letom. Prvi vidik, ki smo ga raziskovali, z enostavnim vprašanjem, kako se pogovarjaš doma z mamo, z očetom oziroma z bratom in sestro, je seveda pogovorni jezik v družinskem okolju. In dobili smo sledečo sliko. Namreč 35% anketirancev se doma pogovarja v slovenskem jeziku. 46% v mešanem jeziku. Tukaj moram obrazložiti, da je mešani jezik, v bistvu so vse tiste kombinacije jezikov, ki vključujejo tudi slovenskega in ni specificirano v kolikšni meri, se pravi, je lahko pretežno slovenščina, ampak tudi en drugi jezik ali pa pretežno drugi jezik in pa tudi slovenščina in tako naprej. Pomenljiv podatek pa je seveda 18% anketirancev, ki se doma sporazumeva v neslovenskem jeziku. Če pobliže pogledamo to sliko, vidimo, da vključuje neslovenski pogovorni jezik pretežno italijanskega, to pričakovano. 14% vseh anketirancev se doma pogovarja v italijanskem jeziku. Mešani pogovorni jezik pa je pretežno sestavljen iz kombinacije tudi to pričakovano slovenskega in italijanskega jezika. Se pravi, 42% vseh anketirancev se pogovarja v tej različici. Še en podatek, ki je bil tudi zelo zanimiv, je ta, da smo ob naštevanju jezikovnih kombinacij oziroma pogovornega jezika doma naleteli na skupno 67 kombinacij oziroma navedb različnih jezikov. Prvi pogled na jezikovni vidik glede na stopnjo šolanja nam nudi to sliko, ki vidite, in sicer, če povzamem, najprej to, da je v razponu od osnovne do višje srednje šole slovenski pogovorni jezik vedno bolj prisoten. Mešani, še bolj pa neslovenski vedno manj. To nam daje slutiti dva vidika, in sicer prvi ta, da so gotovo v porastu vpisi dvojezičnih oziroma neslovenskih zakonov v slovenske šole. Po drugi strani pa to, da neslovenski in mešani zakoni se v starejših letih izpišejo iz slovenskih šol in jih zato potem pri obravnavanju v višjih stopnjah šolanjah ni. Tudi glede na kraj bivanja obstajajo določene razlike. Tu bi omenil predvsem med navednicami kritične točke, kritična področja. Najprej Videmska pokrajina, kjer je neslovenski pogovorni jezik prisoten v 57% primerov. Goriške okoliške občine, kjer je neslovenski pogovorni jezik prisoten v 26% primerov, kar je celo več kot v samem mestu Trst. Mesto Trst tudi, kjer je neslovenski pogovorni jezik prisoten v 16% primerih, mešani pa v 55% primerih. Iz samega grafikona, če pogledamo, plava barva označuje mešani pogovorni jezik in vidimo, da je ta v bistvu neka stalnica in da je v vseh okrajih stalno prisoten in se suče med 40 in 56% primerov. No, to je bil prvi vidik, ki smo ga raziskovali. Drugi vidik pa, seveda kot krovna organizacija, je ta o športnem udejstvovanju in sicer izhaja iz raziskave,
da so naši mladi kar aktivni športno, 83% anketirancev se namreč ukvarja športom. Največjo športno angažiranost pa beležimo predvsem med 11. in 12. letom, medtem ko tam po 18. letu beležimo kar velik posip. Zadevi smo šli še bolj do dna, namreč ZSŠDI si je predvsem želel izvedeti, kako delujejo naša društva, oziroma ali obstajajo določene rezerve, je naša dejavnost vabljiva, imamo eno dobro sliko o tem, kar delamo ali ne. No, in slika, ki izhaja, je nekako črno-belja. Ko pogledamo na to, kje se udejstvujejo športno naši mladi, v približno polovici primerov se namreč anketiranci odločajo za naša slovenska zamejska društva. 52% anketiranih je tako odgovorilo, to je približno 1000 anketirancev. 41% pa se tiče udejstvovanja v italijanskih športnih društvih, potem manjši delež prispevajo ostalja zamejska društva in pa društva v Sloveniji. Tu govorimo o primerih, ker se nekateri ukvarjajo tudi z več kot eno panogo in zato je dejansko primerov več kot samih anketirancev. So pa dejansko izbire take, se pravi izbirajo slovenska oziroma italijanska društva. No, tudi tukaj, ko pogledamo na športno udejstvovanje, je neka razlika glede na pokrajinsko pripadnost, če tako rečem. V Tržaški pokrajini je odstotek primerov, ki se udejstvuje v sklopu društev včlanjenih v ZSŠDI 62%, medtem ko je v Goriški pokrajini ta odstotek bistveno nižji, 38%. Še nižji je v Videmski pokrajini, kjer pa je, kot vemo, deluje samo eno slovensko zamejsko društvo. Če pa na stvar pogledamo po posameznih okrajih bivanja, če se osredotočimo predvsem na plavo in oranžno barvo, namreč na zamejska društva in na italijanska društva, vidimo, da bodisi v mestu Trst kot v Goriški občini je stanje povsem izenačeno, sicer z nekoliko nižjimi odstotki v Gorici, kjer verjetno je več primerov, ki se udejstvuje ali v ostalih kulturnih ali drugih društvih ali pa v društvih v Sloveniji. Na Tržaškem krasu močno prevladuje, bi rekel, športno udejstvovanje v zamejskih športnih društvih, v okoliških občinah tudi še kar precej. Kot rečeno prej, goriške okoliške občine, v goriških okoliških občinah je udejstvovanje v italijanskih društvih više kot pa v samih zamejskih društvih. No in potem, kot smo rekli, v Videmski pokrajini je pa stanje močno na strani italijanskih društev. Obstaja tudi neka razlika glede na spol, namreč med moškimi je 10% več primerov udejstvovanja v društvenih včlanjenih v ZSŠDI kot pri ženskah. To bomo tudi potem videli nekatere motivacije, zakaj do tega pride. Je pa treba tudi povedati, da so punce bolj aktivne pri ostalih izvenšolskih dejavnosti, kot pa ne pri športnih. Še en zanimiv podatek se mi zdi izbira športnega društva glede na pogovorni jezik doma oziroma v družini. Namreč izbira slovenskega športnega društva je gotovo bolj pogosta med slovensko govorečimi anketiranci. V 73% primerov se izkaže tako.
Obratno pa je izbira italijanskega društva zelo pogosta med neslovensko govorečimi družinami, kar 77% primerov. Mešani zakoni so pa nekoliko manj opredeljeni, saj se jih polovica odloča za dejavnost v sklopu zamejskih društev, 44% pa za italijanska društva. ZSŠDI se je odvedno zanimal za jezikovni vidik, namreč za tisti vidik, ki slovenska zamejska športna društva ločuje od istih italijanskih društev. In zato smo tudi preverili, kakšno je stanje, kar se jezika tiče v sklopu društev včlanjenih v ZSŠDI. V ta namen smo anketirance postavili 3 vprašanja, namreč samo tistim, ki se udejstvujejo v naših zamejskih društvih, in sicer v katerem jeziku poteka vadbeni proces, v katerem jeziku se pogovarjaš s trenerjem in v katerem jeziku se pogovarjaš s sotekmovalci oziroma soigralci. Kot prvo, jezik treninga pri društvih, pri naših zamejskih športnih društvih. 64% anketirancev, ki se udejstvujejo v zamejskih športnih društvih, je namreč izjavilo, da poteka vadbeni proces v slovenskem jeziku. Slovenščina je gotovo prisotna tudi pri tistih, ki izjavljajo, da poteka vadbeni proces mešano, teh je 25%. Po vsej verjetnosti se morajo pač trenerji prilagoditi temu, ko imajo tudi neslovensko govoreče gojence oziroma igralce in pač razlagajo bodisi v slovenščini, kot pa tudi v italijanščini. 11% primerov je takih, ko trening poteka izključno v italijanskem jeziku. V tabeli, ki povezuje pogovorni jezik doma in na treningu, bi izpostavil 2 podatka, in sicer najprej ta, da je 65% anketirancev iz mešanih družin, se pravi, ki se doma pogovarja v slovenščini in italijanščini, trenira v slovenskem jeziku. 58% anketirancev pa iz neslovenskih družin, se pravi, ki doma ne govori slovensko, tudi ravno tako trenira v slovenskem jeziku. No, treba povedati, da je tukaj vzorec sicer nekoliko nizek. Drugo vprašanje, ki smo ga omenili, je pogovorni jezik s trenerjem. Pomemben podatek je ta, da je 84% anketirancev, aktivnih seveda pri naših društvih, ki izjavlja, da se s trenerjem pogovarja po slovensko, torej se odstotek poviša glede na prejšnje vprašanje. Po 8% anketirancev pa v italijanskem in v mešanem jeziku. Tukaj bi dodal en manjši oklepaj, in sicer to, da slika, ki izhaja, ne more biti drugega kot sad neke politike, ki naša društva sledijo. Namreč ZSŠDI odvedno zagovarja postavitev slovenskega strokovnega kadra in daje velik poudarek na jezik in na jezik vadbenega procesa. In mislim, da je tudi ta tabela, ta diagram, ki izhaja tukaj, jasno kaže, da neka usmeritev v tej smeri očitno je vidna. Namreč, če pogledamo tudi tu povezavo med pogovornim jezikom doma in tistim s trenerjem, vidimo, da je kar 81% anketirancev iz mešanih družin, ki se s trenerjem na treningu pogovarja po slovensko. 67% celo anketirancev iz neslovenskih družin, ki se ravno tako na treningu pogovarja s trenerjem po slovensko. In še tretje vprašanje, ki smo ga postavili vezano na to,
se pravi pogovorni jezik s sotekmovalci in prijatelji. Tukaj je spet slika nekako črno-belja. Po eni strani se le 51% anketirancev sporazumeva po slovensko, po drugi strani pa se le 7% sporazumeva po italijansko. Gotovo je tukaj večji porast mešane kombinacije slovenskega in italijanskega jezika, ki je tukaj 42%. To je bilo, kar se tiče naših slovenskih zamejskih športnih društev. Hoteli pa smo tudi raziskati razloge, zakaj se skoraj polovica, tako če posplošimo, anketirancev ne udeležuje v zamejskih športnih društvih. No, in razlogi, ki so izšli iz vprašalnika, namreč dali smo anketirancem nekaj možnosti izbire, nekaj razlogov in oni so ocenili, če ti razlogi vplivajo več ali manj. Splošno gledano sta dva glavna razloga za izbiro italijanskega športnega društva zelo vezana na logistiko. To sta dva razloga na začetku na levi strani, se pravi urnik in bližina domu. Potem so ostali razlogi po vrsti manj pomembni, se pravi spoznavanje novih ljudi, lepši športni objekt, panoga, boljši trener in tako naprej. Tudi ta vidik smo potem malo razčlenili glede na pogovorni jezik doma in dobili sledečo razvrstitev. Najprej neslovensko govoreči anketiranci, ki so kot pomemben razlog za izbiro športnega društva, italijanskega športnega društva, omenili predvsem urnik in oddaljenost športnega objekta, se pravi čisto praktične razloge, kar se pa, bi rekel, razlikuje od tistih, ki se doma pogovarjajo po slovensko. Namreč za slovensko govoreče je glavna motivacija za izbiro italijanskega društva športna panoga. Se pravi, če parafraziramo nekako tako, v trenutku, ko mi ni mogoče se udejstvovati v slovenskem društvu, ker nimam na razpolago panoge, ki bi jo hotel gojiti, se usmerim v italijansko sredino. Za anketirance iz mešanih zakonov pa so spet malo drugačne motivacije in predvsem je tukaj navedena kot glavna spoznavanje novih ljudi. Tu bi se verjetno veljalo zamisliti o tem, koga hočemo privabiti v naše društvo. Namreč otroci iz slovensko govorečih družin kažejo nekakšno navezanost na naša društva, kar pa je povsem drugače za tiste iz neslovenskih družin. Slednji izbirajo bolj na praktični podlagi. Ko smo potem šli še globlje v analizo, smo preverili, katere so tiste panoge, ki so najbolj zanimive za tiste, ki se udejstvujejo v italijanskih društvih. No in med samim potekom raziskave je stopilo v ospredje veliko zanimanje za plesne panoge in to predvsem med puncami. In to seveda močno pogojuje izbiro društva. Tudi zato sem rekel prej, da je ta razlika še kar poudarjena med fanti in puncami. V sklopu zamejskih društev se namreč s plesom ukvarjamo bolj obrobno. Ples gojijo nekatera kulturna društva ali pa, kdor bi hotel izbrati ples, bi mogel iti v kakšna društva v Sloveniji. Zato postane tukaj izbira italijanskega društva skoraj nekako nujna,
predvsem pa med starejšimi. Za plavanje, atletiko in borilne športe bi veljalo podobno razmišljanje, namreč naša društva gojijo v manjši meri te panoge. Se pa lahko zamislimo v primere nogometa ali košarke, saj imamo pri naših društvih, ki delujejo v sklopu manjšine, kar nekaj društev, ki se s temi panogami ukvarjamo. Seveda pa se morajo verjetno v to zamisliti najprej naša društva. To, kar se tiče športne dejavnosti, zanimalo nas je pa tudi, ali so naši mladi aktivni še drugje, ne samo v športu. In dobili smo to sliko, namreč glede na celotno populacijo anketirancev, jih je 38% dejavnih bodisi v športu kot v kakšni drugi izvenšolski dejavnosti. 44% jih je dejavnih samo v športu, 9% jih je dejavnih samo pri kakšni izvenšolski dejavnosti, 9% pa jih ni v nobeni organizirani dejavnosti. Ustanove drugih zunajšolske dejavnosti, tu prevladujejo glasbene dejavnosti, ampak tudi taborniki, skavti, tuj jezik, verske in gledališke dejavnosti. Večinoma se te odvijajo, kot vidimo, v slovenskih ustanovah. No in če potem pridemo še na drugi vidik, ki je športni, a ne samo. Vprašanje o tem, ali anketiranci sledijo športnemu dogajanju, je po mojem zanimivo iz dveh zornih kotov. Prvi je ta, da vemo, ali se mladi sploh zanimajo za to področje v naši skupnosti. Slediti športnemu dogajanju pomeni biti osveščen o tem, kar se dogaja, ne glede na to, če se dejansko aktivno soudeležuješ v tej dejavnosti. Gre torej za eno širšo zanimanje, ki presega samo udejstvovanje. Po drugi strani pa smo izvedeli tudi, po katerih kanalih se mladi osveščajo o tem našem vidiku dejavnosti. Na vprašanje, ali spremljaš slovenski šport v Italiji, to vprašanje smo postavili samo nižjim in višješolcem, je 59% anketirancev odgovorilo, da sledi. Anketirance pa smo vprašali, kot rečeno, tudi potom, katerih medijev sledijo in v kolikšni meri. Tukaj vidimo, če gremo od tistih medijev, ki so navedeni na vrhu proti dol, kateri so najpomembnejši. Vidimo, da je slovenska pisana beseda oziroma slovenski časopis zelo močen medij. Očitno ga mladi prebirajo. Meni se je zdel pomemben tudi vidik osveščanja o športni dejavnosti s tem, da se mladi med sabo o tem pogovarjajo. Pomeni, da je lahko tudi to en zanimiv motiv za osveščanje. In potem internet, televizija kot manj pomembni, potem do seveda italijanskega radija. Dovolil sem si nekaj zaključkov in nekaj iztočnic za morebitno potem kasnejšo debato. In sicer najprej to, da je populacija slovenskih šol močno spremenjena. Slovenski zakoni so danes v manjšini, predvsem pa dejstvo, da naraščajo neslovenski zakoni, je šlo tudi iz te raziskave. Vpisov strani mešanih in neslovenskih zakonov v naše šole je vedno več. Po drugi strani pa en del slednjih opušča slovenske šole pred koncem šolskega obdobja. Mešani zakoni so prisotni v vseh krajevnih okrajih v visokih odstotkih, predvsem na Videnskem, ampak tudi v mestu Trst in Goriški občini so zelo prisotni neslovenski zakoni.
Športna dejavnost je med mladimi najbolj priljubljena izven šolskega dejavnost. Naša športna društva, kot druge ustanove, imajo še velik potencial do privabljanja učencev in dijakov naših šol, predvsem med tistimi iz mešanih, še več pa iz neslovenskih zakonov, če je seveda v tem interes. Družinski pogovorni jezik okarakterizira razloge, ki privedijo do izbire italijanskega društva. To smo tudi prej videli. Sem pozabil pokazati sledke. Če hočemo privabiti v večšolske populacije v naša športna društva, moramo posodobiti in obogatiti ponudbo v nekaterih okrajih, predvsem na Goriškem in v Vilenski pokrajini in v nekaterih ponudbah. Na primer, ki smo videli o plesu in o priljubljenosti predvsem med puncami. Pri izbiri strokovnega kadra je potrebna jezikovna načelnost, ki je v zamejskem športu vidna. Zanimanje za športno dejavnost pa je, po mojem, odlično sredstvo, potom katerega se lahko mladim približa pisano in govorjeno slovensko besedo v medijih. No, in to je z mojega vidika za sedaj vse. Ja, najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej bi izrazila zadovoljstvo v svojem imenu in tudi imenu inštituta, da do tega raziskovalnega projekta je prišlo, da smo tudi ga uspešno zaključili. Čestitam sodelavcem Zveze slovenskih športnih društev v Italiji, zlasti Martinu Maverju, ki se je takoj vključil v to filozofijo empiričnega raziskovanja. In mislim, da k temu je tudi pripomogla športna disciplina na obeh področjih, namreč je potrebna vztrajnost, sistematičnost, natančnost, spoštovanje pravil in tudi postopkov. Najprej bi opozorila na eno metodološki vidik, in sicer, da ko prebirate rezultate te raziskave, moramo sicer upoštevati, da nekateri podatki izražajo percepcije anketiranih, to se pravi, izražajo to, kar učenci in dijaki doživljajo na osnovi lastnih izkušenj. Zaradi tega, če na primer se vzamemo kot primer jezik, te splošne kategorije, slovenski jezik, mešani in tako naprej, v takih raziskavah, mislim, so ena konstanta. Sedaj, kaj pomeni ta slovenski jezik, ki je čisto eno drugo poglavje, če je to knjižni jezik, če je to narečje, če je to tako imenovana spakedranščina, slovensko-italijanski zleng, ali pa kakšna druga zvrst. To pa so druge raziskave, s katerimi se bavijo socio in psiholingvisti in tudi druge metodologije, kot je opazovanje, testi in tako naprej. Ampak te raziskave so take in dajo te podatke, ki so okvirni, ki so splošni, ki prikažejo eno stanje. Bi dopolnila in okvirila te podatke, te raziskave, s tem, da bi se izpostavila nekatere splošne trende, predvsem to glede spreminjanja sestave šolske mladine. Ta pojav smo priča od druge polovice 90-ih let tukaj na Goriškem, ki je, opažamo, da je začel prej, na Tržaškem pa z letom 2000. Mimo je sedaj že 15-20 let, to pomeni, da nekateri otroci neslovenskega maternega jezika, neslovenskih družin so že prehodili, torej celo izobraževalno pot, za tisti, ki so dokončali tudi srednjo šolo druge stopnje. Mislim, da smo lahko tudi v tej fazi, ko tudi te družine neslovenskega jezika verjetno razmišljajo oziroma ocenijo, v kolikšni meri je bila ta izbira slovenske šole ustrezna, pozitivna, učinkovita. Drugo opažamo tudi, da
oziroma ne vemo, v kolikšni meri ta trend bo nadaljeval. To naraščanje opažamo že 15 let, 20 let na Goriškem. Ampak na Goriškem zdaj zadnje leta vidimo, da ti vpisi, to naraščanje vpisov, ki je odvisno od vedno večjega zanimanja neslovenskih družin za slovensko šolo, da se je nekoliko umirilo. Ne vemo sedaj, kako bo ta trend, če bo nadaljeval. Če se bo nadaljeval, bo več, bomo spet bili priča temu povečanju, temu števila vpisanih, ali pa se bo ta trend umiril, ali celo lahko tudi upadel. Ta pojav, ki ni edini, ki označuje tudi ene drugačne odnose med kulturne in med etične na tem našem območju, je tudi ta izbira nekaterih italijanskih šol. Tukaj na Goriškem mi ni znano, ampak ne dam roke na ogenj, ampak na Tržaškem recimo sta dve šoli srednje stopnje, srednji šoli prve stopnje, to se pravi nižja srednja šola, italijanska, ki so vključili v učni program, to se pravi, to ni ena dopolnilna dejavnost, to je kurikularni predmet, slovenščino kot tuj jezik. Formalno je tako, kot tuj jezik, seveda mi vemo, da slovenščina v naših krajih ni tuj jezik, ampak z formalnega vidika je tako. In da je na italijanskih šolah tudi, to smo ugotavljali na spomladanskem posvetu, prav na eni italijanski šoli, ko je bilo govora o poučevanju slovenščine v italijanskih šolah, da je v okviru italijanskih šol pritisk staršev, da bi tudi na srednjih šolah, tudi na drugih stopnjah šol uvedli slovenščino kot kurikularni predmet. To so pojavi, procesi, ki se razvijajo v nekaterih primerih v večji, hitreje, v nekaterih primerih počasneje. In seveda v teh procesih se znajdemo in doživljamo tudi na različne načine. Jaz mislim, da ti občutki različni so vsem utemeljeni. Z ene strani prav gotovo so to izraz enega pozitivnega razvijanja teh medetičnih in medkulturnih odnosov, teh odnosov med različnimi skupnostmi. Seveda imamo tudi pri nekaterih te težave, ki jih ustvarja ta prisotnost v razredih, v športnih društvih ali drugih ustanovah. Ta težave, kakšenkrat jih doživljamo kot en velik problem, ker kakšenkrat nimamo ustreznih inštrumentov, da bi lahko izoblikovali ustrezne rešitve. In seveda imamo tudi ta občutek nevarnosti ali strahu, ker se v teh novih razmerah kakšenkrat imamo občutek, da se zapostavlja pomen, ki ga ima narodna pripadnost. Jaz mislim, ponavljam, da so vsi ti občutki utemeljeni in ne bi mogli niti biti drugače, je pač tako, tudi dokazujejo pa, da te nove razmere, v katere se znajdemo, oblikujejo eno situacijo, ki je zelo kompleksna. Razvoj manjšinskih šol, razvoj ustanov v okviru manjšinske skupnosti v današnjih časih, s takim velikim pritiskom migracijskih tokov pa globalizacijskih procesov, je naša manjšinska skupnost, mislim, vse druge manjšinske skupnosti močno izpostavljene, ker pač so šibkejše. Zaradi tega tudi mislim, da je potrebno v takih razmerah, da je sodelovanje različnih ustanov, teh teritorijalnih enot, jih lahko imenujemo, kakor je šola, kakor so društva, je potrebno, da sodelujejo v čim večji meri. Da se v ta naša prizadevanja tudi vključi starše, ker starši imajo eno veliko vlogo v vsem tem. In so tudi starši, ki o vseh teh zadevah, ki jih mi tukaj izpostavljamo, od teh tudi stvari ne poznajo, jih ne doživljajo tudi, kot jih doživljamo mi na tak način. In zaradi tega mislim, da je treba tudi osveščati. Ampak šola sama pri vsem tem ne zmore.
In zaradi tega je sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami izredno pomembno. Zaključim in bi se dotikala še enega vidika, in sicer ta podatek, ki izhaja, da en del otrok, ki obiskuje slovenske šole, se vključuje potem v italijanska društva, športna društva. Kakor tudi en del učencev, ki zaključuje srednjo šolo prve stopnje, se potem tudi vpisuje v višje srednje šole z italijanskim učnim jezikom. Jaz mislim, da nekateri pojavi so neizogibni, ker ne bomo nikoli imeli celo šolsko mrežo višjih šol za vse mi, ne bomo nikoli imeli eno tako mrežo športnih društv, ki bo gojila vse panoge, in zaradi tega je neizogibno, da nekateri bojo tudi zahajali v italijanska društva ali bojo obiskovali italijanske šole. Ampak mislim, da pri tem je tudi potrebno, da te primere dijakov, učencev, športnikov, da jih lahko prav potom ali v šoli, ali tudi potom drugih društev, da obdržimo vez s temi ljudmi, s temi mladimi. Ker to še ne pomeni, in zlasti, da jim nudimo tiste inštrumente, ali kot se temu pravi sedaj, te medkulturne kompetence, ki dajo možnost, da tudi v enem drugem narodnostnem jezikovnem okolju lahko ohranijo in ščitijo svojo narodno in jezikovno pripadnost. To bo zaenkrat. Hvala. Mi smo z ogrevanjem končali, na vrsti je tekma. Prosim. Najprej bi čestital za to opravljeno raziskavo, ker se mi zdi, da je to pravi pristop, da malo dobimo sliko tega, kar je dejansko ciljna skupina, za katero sploh delamo, ker mislim, da takih raziskav bi potrebovali še več in bi mogli kriti še kakšno drugo področje. Zato se mi zdi res pristop pozitiven in pravilen. Bi izpostavil nekaj, in sicer na pomoč glede vzorca. Tukaj se štarta z idejo, da v bistvu vzorec so otroci, ki obiskujejo slovensko šolo. Imamo tudi slovenske otroke, ki ne obiskujejo slovenske šole. Imamo tukaj kakšen podatek glede tega, koliko se oni vključujejo v slovenska društva. To je eno vprašanje. Druga zadeva je, mislim, to, kar je prišlo na dan, je po eni strani skoraj pričakovano. Jaz sem več let gledal nagrada športnih šola in sem gledal malo imena, priimke in potem v katerem društvu sodelujejo in več ali manj je bilo razumeti, da bo nekaj takega. Zdaj, očitno tukaj se znajdemo malo pred eno izbiro, čeprav mislim, da rezultat ni niti tako slab. Mislim, lahko presenečam, ampak po moje ohranjamo 60%, kar ni en slabši izhodiščen podatek. Samo zdaj tukaj, po moje, gre sprožiti eno razmišljanje, in sicer o vlogi športa. Vse moderne družbe, ki poznajo vlogo, mislim, in razvoj športa, so šport doživljene vedno kot eno agregacijsko delovanje. In šport se razvije in postane masoven v koncu 19. v začetku 20. stoletja prav v tej funkciji. To je prostor, v katerem ljudje se združujejo, delijo ene vrednote in so vrednote tiste, ki jih peljejo naprej. Meni se zdi, da danes se od tega oddaljujemo. Zakaj? Ker v ospredje ne stopa več agregacija, ampak stopajo rezultati, tekmovalnost. Živimo na svetu, kjer je tekmovalnost v ospredju. Vprašanje je,
če mi želimo iti po tej poti. In kam nas ta pot vodi? Jaz nisem prepričan, da bi lahko do ta prava pot. Jaz mislim, da je naša vloga predvsem ta, da odgovarjamo na potrebe ljudi, in mislim, da te raziskave so odlične z tega zornega kota, ampak da naše delovanje je grajeno predvsem v to, da ustvarjamo skupnosti. Ene skupnosti, in tukaj bi poudaril še nekaj, v katerih je jezik nujen, potreben, ampak je premalo. Jezik je premalo. Potrebne so tudi vrednote, potreben je ponos, potreben je čut pripadnosti. In to, jaz mislim, da je en izziv, za katerega vprašam, kakšni so vaši odgovori danes. Bi jaz začel pri prvem vprašanju, tistem glede vzorca. Mi smo seveda mogli nekje štartati. Morda je eno dobro izhodišče, ampak tega nisem uspel še sam preveriti, tako križati podatke. Namreč ob vhodu ste dobili dve raziskavi. Eno je raziskava, ki smo jo sedaj naredili po šolah, ena druga pa je raziskava, ki smo opravili med našimi društvi. In tam so tudi navedene številke in tudi podatki o narodnostnem sestavu in tako naprej. Dejansko raziskavi nista primerljivi, ker sta bili izvedeni na čisto drugačen način. Ampak je lahko en začetek. Ena stvar pa, ki bi rad še opozoril, je to, da v tem vzorcu niso všteti, kot je bilo rečeno, Slovenci, ki obiskujejo italijanske šole, ampak, če hočemo gledati na ta način, tudi ne Italijani, ki obiskujejo naša društva. Namreč Italijani, ki hodijo na italijanske šole in obiskujejo naša društva. Vemo, da tudi teh je kar precej. Oziroma, če smo videli sedaj, da neslovensko govoreči anketiranci rajši izbirajo italijanska društva in vemo, da v naših društvih nekaj neslovensko govorečih je, pomeni, da so se nekako zamenjajo vloge. Tisti, ki hodijo v slovenske šole, grejo v italijansko društvo in tisti, ki so v italijanskih šolah, ne vsi jasno, ampak nekateri zahajajo v slovenska društva. Tako da to je tudi en pojav, ki bi ga bilo morda zanimivo raziskovati, samo to v dopolnilo glede tega. Moj odgovor bo bolj političen in sicer v tem smislu. Združenje slovenskih športnih društv v Italiji že nekaj let ima kot zaslono svojega dela dve ločeni komponenti. Eno je mladostna rast, se pravi, da mi kot ZSŠDI podpiramo delovanje do 18. leta. Po 18. letu je članska raven in tam se mi ne vmešavamo v delo društev in nimamo nobenega vpliva in tudi po našem gledišču po 18. letu je že zelo težko vplivati na narodnostno komponento, da boš nekoga pripeljal do tega, da bo kar naenkrat vzljubil Prešerna ali Cankarja ali nekaj takega. Medtem ko se mi zdi, da je ta prava pot ta, ki sledimo že kar nekaj let, da sistematično nagrajujemo društva, ki se ukvarjajo in ki imajo kot, bi rekel, osnovno svojo bazo ta mladinski pogon. To se pravi, mi podpiramo do 18. leta. Naša prvenstvena skrb je in ostaja vsekakor jezik. To se pravi, da mi pomagamo društvom izključno in samo, če vadbeni proces poteka v slovenščini. Če je v italijanščini, mi tistega ne podpiramo in ne dajemo nobene podpore v nikakršni obliki.
Moram pa povedati to, da po tej raziskavi smo naredili neke vrste internega seminarja, vse komponente ZSŠDI-ja in smo zavzeli ta sklep, ki ga dajemo seveda v razmišljanje in v obravnavo predvsem našim krovnim organizacijam, politiki in tako naprej. Namreč, naš sklep je, da bomo od nove sezone zahtevali od vseh učlanjenih društv v ZSŠDI, da do 16. leta poteka vadbeni proces samo in izključno v slovenščini. Ne glede na to, če med člani v neki ekipi so tudi italijanski otroci. Vadbeni proces mora biti samo in izključno v slovenščini. Tukaj bomo naleteli na ogromne težave, predvsem na nogometnem področju, ampak neka načelnost mora biti. Zakaj sem rekel, da ta recept ponujamo našim tistim, ki nam urejujejo vse pravo? Zaradi tega, ker rabimo kadre. Mi nimamo zadostnega kadra, se pravi, mi že imamo trenerje, ki te naučijo metati na koš, ali kako se žoga tolče čez mreže in tako naprej. Ampak, če hočemo iti na neko novo pot, potem mora ta naš trener imeti v sebi še drugačne naboje. Tiste naboje, o katerih je govoril gospod Černic. Se pravi, da poleg učenja metanja na koš ali pa strela na gol, mora zraven dati tudi nekaj, kar naj spominja na Prešerna, na Cankarja, na slovensko besedo, na navezanost otroka na tisto okolje, v katerem raste. Mi, kot ZSŠDI, imamo premalo sredstev, da bi lahko to realizirali in zato bo naša želja, ne vem, kako bi to rekel, ne moram reči zahteva, ampak želja, da bi, zato sem tudi v uvodnem ogrevanju to poudaril, da pri financiranju naših dejavnosti morajo imeti naši vodilni pred sabo te vidike. Meni se zdi, da to ne gre samo na šport, to je posod, tudi na kulturnem področju, glasbenem področju. Pri vseh izvenšolskih dejavnostih bi morali zavzeti neko unitarno pot, ki pelje v tej smeri. Kaj bo po 16. letu, potem je že malo bolj relativno, ampak od predšolske vadbe, ker namreč mi začenjamo z otroki, ki hodijo v vrtec, se pravi, od tam naprej in ta vadba, recimo otrok, ki zahajajo v vrtec, poteka skupaj s starši. To se pravi, je dvojna vzgoja, je dvojno bobnanje nekih načel. Do 16. leta nekaj lahko izklesaš. Po 16. letu je že malo težje in takrat vsak zajadra pač v življenje tako, kot ve in zna. Tako da naš moto bo od prihodnje sezone ta. Ne vem, če sem odgovoril v Peter. Tako, no. Jaz bi tudi nekaj dodala. Jaz se popolnoma strenjam, da jezik ni dovolj. Ampak se moramo tudi pač se soočati s tem, da razmere so se spremenile in da so potrebni drugi pristopi. Jaz mislim, da v teh razmerah, kjer je interakcija med različnimi skupnostmi tako izredno pogosta, izredno izrazita, moramo pač naučiti te naše otroke in tudi sami se naučiti, kako se pač soočamo, ko smo v enem okolju, kjer prevlada in kjer je ta interakcija tako izrazita. Ne moramo drugače. Mislim, iz tega moramo izhajati. Jaz mislim osebno, to je moje osebno mnenje, jaz mislim, da k temu veliko lahko pripomore medkulturna vzgoja. To je inštrument. In kot vsak inštrument je odvisno, kako ga rabiš, kdo ga rabi in zakaj ga rabiš. Če ta medkulturna vzgoja mora biti cilj te medkulturne vzgoje, ni, da oblikujemo ali gremo v eno družbo, eno mešanico, kjer tako, če preprosto povem, smo vsi smo vse in nobeden ni nič. Ni to. Cilj medkulturne vzgoje je, da ti ohraniš in ščitiš in razvijaš in ovrednotiš tvojo narodnost, tvoj jezik v novih razmerah. Zame to je medkulturna vzgoja. In to se moramo naučiti, ker družba bo vedno
bo vedno bolj mešana, interakcija bo vedno več. Rečemo, je tako. Ampak to se moramo naučiti. Da lahko ohranimo tudi v enem okolju, ki ni več tisti, ki je bil. Če tako jaz mislim. Samo ena replika. Okolje tukaj bo vedno tako, ni da se je spremenilo in se ne spremenilo. Odnosi so se spremenili, ni res, da se ni spremenilo. Je zelo relativen ta pojem. Zakaj? Mi smo vedno tukaj živeli v okolju, ker smo se srečevali z drugimi in tako dalje. Zdaj, vprašanje je, kaj imamo mi pred sabo, ko govorimo o narodnostni vzgoji, da se spravimo prav na to raven, da so stvari jasne. Je jasno, da če ti nekoga vzgajaš v eno identiteto in vrednote, to ne pomeni, da če raste v slovenskem duhu, ne more tudi biti Italijan. Zakaj da ne? Kje piše? To ni problem. To ni problem. Problem je, da tisto, kar je cilj naš, izstopa v ospredje. Torej, mi tukaj smo imeli vedno in smo živeli vedno v enem okolju, ki je bilo mešano. Pomislimo samo na velike osebnosti slovenske zgodovine, ki so prihajali, ne vem, iz italijanskega prostora, en Zois, en Svetokriški, so bili Italijani, da ni to problem. Problem je nuditi možnost, da eden zrase vzljubljeno kulturo, vzljubljeno skupnost in potem naredi kar če. Če mi tega ne delamo, ne bomo imeli nič. To je moje izhodišče. Torej, biti kulturna vzgoja, v tem smislu ni nobenega problema. Vam mora biti jasno, da cilj je tisti, ki pride k meni, pride zato, da me spozna takega, kakor sem. Potem, če me vzljubi, dobro, če ne, lahko smo prijatelji naprej, ni nobenega problema. Ampak ta zavest mora biti zelo jasna. Samo to. Ne, s tem v zvezi tako me zanima, če ste postavili vprašanje še posebno višjim šolicam, če so se narodno opredelili. Ker nekaj je reč, na primer, govorim slovenski jezik, nekaj je reč, sem Slovenec. In tako je napasko, ko sem jaz odgovarjal na to vprašanje, je bil problem, ko je bilo treba za narodnost prav prekrižati, ne tako. Formulari takrat, tako govorim že 6-7 let od tega, niso predvidevali dvojne narodnosti. In bilo treba dajati med drugo, ker naprej jaz sem Slovenec, govorim slovensko, ampak tako moje korenine čutim še vedno tudi furlansko narodnost in torej sem dajal ponavadi, vedno sem želel dajati dvojno, ker je pač del mene, v mojem osebnosti. Evo, moje vprašanje je, če ste v tej raziskavi preverili narodnost poleg uporabe jezika. Ne, kot rečeno, nismo obravnavali narodnosti in tudi tisto vprašanje, na katerega se nanašaš, mislim, da ni bilo pač te možnosti, če je 6 let od tega, to ni bila naša raziskava. Verjetno v sklopu Slorijak se stalno s tem ukvarjajo, bo še kaj Norina povedala, ampak ne, mi smo se osredotočili na ta vidik. Tudi glede na starost anketirancev, recimo v osnovni šoli, mislim, da je pojem narodnosti povsem nesmiselno sploh ga vpraševati. Ja, v okviru Slorija tega delamo, monitoriramo in sprašujemo tudi dijake, seveda moramo upoštevati, da to, kar oni navedejo v tistem trenutku, seveda, ne, stvari potem se lahko spremenijo. Podatek, ki smo ga tudi že predstavili in tudi objavili, je ta, da se veča delež tistih, ki izjavljajo, da so tako Slovenci kot Italijani. In to zlasti na Goriškem. To monitoriramo že dobrih 20 let. Naprimer, pri raziskavi iz leta 95, 97, to je 20 let od tega, smo imeli možnost, da smo starše spraševali narodnost, ne samo starše, ampak tudi nonote. In je zelo tak značilen grafikon, ki ga v marsikateri priliki pokažem, ko starši, govorimo o starših leta 95, tisti starši, ki so rekli, da so z mešanega zakona,
Ko smo potem vprašali, katere narodnosti pa se čutiš ti, je bilo jasno razpolovljeno na polovico. Polovica Slovenec, polovica Italijan, ker so pač bile take razmere, ko v mešanem zakonu si moral opredeliti, ker je bila taki odnosi med večino in manjšino, da nisi mogel biti eno in drugo, ne? Si mogel opredeliti ali za eno ali pa za drugo. Po 20 letih smo spet vprašali sedaj starše, ki so tudi iz mešanega zakona in se je precej spremenilo. Ta delež, ki izjavlja, da so dvojne narodnosti, je dost večji in narašča. In pri dijakih pa posebno. In to je tudi ena posledica tega spreminjanja, ne, tega doživljanja narodnosti, verjetno na bolj sproščen način. Brez nite potrebe, da se mora odločiti. Ne. Potem, kako doživljajo to narodnost, kako jo izražajo, to je nekaj drugega. Ne. To pa je ena druga raziskava. Še kakšno vprašanje? Kot je, mislim, šola in glavna dejavnost za mlade, rečemo izven šolska, je šport. Mi, zamejci ali bivši zamejci in naša društva, imajo še en pridevnik spred, ne? Slovenska šola in slovensko športno društvo. In mislim, gen in zakaj, ker če ne bi jih nam ne bilo treba, ne? Bi se vključevali v italijansko šolo, pa je, mislim, šolo tiste, ki velja v državi in v šport enako. Meni se mi zdi, da malo tudi iz pohlepa, za dosega cilje, se zameži na eno oko, na dve in pa se še človek si zakrije, da ne sliši. Samo cilj slovenskih društv, kot slovenska šola, je ne da samo šola vzgaja, mislim, kulturno opraja ali šport telesno, tisto, da radi tudi tisto, kar smo Slovenci in tisti, ki hodijo, se upišejo italijansko šolo, če pole starši ne govorijo slovensko ali tisto upišejo, vejo, kam upišejo otroka. In isto, bi moglo veljati za športna društva. Ker tisto, kar je žalostno, mislim, tukaj smo mi malo padli, je to, da namesto, da bi kakšnega otroka, mislim, ki ne govori slovensko, ampak ker živi na vasi, se dejstuje društvo, da bi mu pomagali, da bi prišel, da bi poznal en jezik več. Namesto, da bi mu pomagali, delamo obratno. Zareči govorimo vsi, da on zastopi, to je ne v našem jeziku, in tako mu celo delamo škodo. Zato jaz sem bil vedno za to, da po cilji slovenskih društv za kulturo, mislim, kultura je logična, če se društva Slovencov gojijo predvsem slovensko kulturo, ampak športna in mislim šola tudi, ker mislim, da tudi na šolskem področju, kar slišim, je precej popuščanja. Mislim, na teh stvareh ne moramo odstopati, reči, zamižimo tisto, ker če ne bomo ratali multikulturna družba in ker ne bomo nič, ker človek enkrat v življenju se tudi mora opredeliti, če se ima za tisto. In govorim, ker imam otrok, za zdaj imam samih dvojezičnih vnukov, ampak se zavedam samo, logično, otroci so poročili, ali tisto, so se oni poročili, ker sem jaz izbiral, sem izbiral tudi narodno. Oni, ki imajo vso pravico, ampak
To so problemi. Samo upam, da otrokom sem to zares, da so zastopili in bomo videli. Ja, vidim, tega bi še to ne dala ta podatek. 20 let od tega, če smo govorili o mešanih zakonih, to je bilo, gotovo vsi smo mislili, da to je asimilacijsko sredstvo. Medtem ko zdaj se je veliko spremenilo, tudi v mešanih zakonih. Imamo koliko primerov, ko otrok se nauči slovensko, doživi to slovensko narodnost kot nekaj svojega in tako naprej. Stvari se spreminjajo, ampak s tem, da se spreminjajo tudi v boljše, so zraven seveda tudi prihaja do novih razmer, novih situacij, za katere meni se zdi, da kakšenkrat nismo še pripravljeni. Smo v zamudi za nekatere stvari in zato smo v taki zmedi, ker nimamo inštrumentov, da bi obvladali. Ker ni dovolj reči, da je tako. Seveda, vsi znamo, da je kompleksno, da je težavno in tako naprej, ampak to ni dovolj. Mi moramo se operativno, teoretsko opremiti, da smo kostem stvareni. Mi bomo vedno imeli, verjetno si predstavljali, ni pokazateljev, da ne bomo imeli več heterogene, jezikovne in kulturno heterogene razrede. Zdaj, se jih moramo učiti voditi te razrede, jih upravljati, nikaj. In tem, po mojem mnenju, vsaj kakšenkrat se mi zdi, smo v zamudi. Meni se zdi iz teh številk, zdaj jaz nisem prav ekspert v tem, tako da me bo gospa Bogatec popravila, če ne berem prav teh številk. Zdi se mi, da iz te številke izhaja, da obstaja en segment naše družbe, ki se ne odloča za društva samo na podlagi jezika. V smislu, ne bom upisal otroka v to društvo samo zato, ker je slovensko društvo. In se mi zdi, da je to tak izziv, o katerem mogoče nismo do zdaj razmišljali, nismo bili pripravljeni o tem razmišljati. In sem hotela vprašati, če ste pri ZSŠD-ju o tem, ste se o tem pogovarjali, če ste mogoče sprejeli kakšno strategijo ali kaj, ker očitno je, da se ZSŠD-ji zelo trudi za slovenski jezik, sicer verjetno take predstave, kot je bila februarja v Kulturnem domu v Trstu, ne bi videli, ne? Torej, očitno je, da skrbite za slovenski jezik, ampak imamo tudi drugi izziv, kaj ponuditi še poleg slovenskega jezika. Slovenski jezik je seveda na prvem mestu narodne vrednote in vse to, kar nas veže na slovenstvo, ampak športna društva pa seveda nudijo tudi nekaj več in nekateri očitno hočejo to, nekaj več še. Hvala lepa za to vprašanje. Imate popolnoma prav. In to se prav sklada s tistem, kar sem rekel prej. Poglejte, če bi mi postavili neke številke, potem bi rekli, da 500 otrok, ki hodi, ki zahaja v slovensko šolo, se športom ukvarja v italijanskih društvih. Veste, kakšna številka je 500? Ogromna številka. Kar pomeni, da to je velikanski izziv za združenje slovenske športne društva v Italiji. Jaz gledam na to zelo praktično in z tega vidika bom rekel tako, zelo težko jih bomo privabili v naš prostor z ponujanjem nekih vrednot, ki so čisto slovenske. Mi moramo zvišati našo ponudbo, našo kakovost. Mi moramo postati bolj interesantni. Mi moramo biti boljši, v vsem boljši, kot so italijanska športna društva. In recimo, če se zaustavim za trenutek na podatku, ki govori o tem, da v ženskem športu na Goriškem je na prvem mestu ples, kar je bilo zame velikansko presenečenje, jaz sem bil vedno prepričan, da je odbojka, pomeni, da mi nismo dali tem našim dekletom to, kar si one želijo. Nismo v skladu s časom. To, kar je rekla Bogačeva prej, zamujamo. To se pravi, da mi se moramo hitro domisliti nekih novih inštrumentov, nekih novih ponudb, zato da bomo interesantni in da jih bomo privabili v naše društvo. Drugi vidik je pa kader. Mi moramo biti strokovno na višku. Ma mi nismo strokovno na višku. Nismo.
Ker, poglejte, bom vam povedal tudi tako, da dosti se mi naslanjamo tudi na kader, ki prihaja iz Slovenije. Samo veste, kader, ki prihaja iz Slovenije, je tehnično izpiljen, ampak z narodnostnega vidika ne da nič. Mi imamo te izkušnje. Oni ne posredujejo, ker nimajo tega problema. Oni, slovenščina je za njih danost. Medtem ko za nas je vsakodnevna borba, ne, če hočemo malo zdaj tako napet zadeve. Ne. In oni tega ne razumejo, zato od njih ne moremo pričakovati, da bojo ucepljali v duše in v srca neko slovenskost, ker je niti oni sami tega oni ne občutijo. Mi moramo graditi na naših ljudeh, na naših kadrih, jih izboljšati, moramo prirejati seminarije, jih moramo izšolati in predvsem moramo biti bolj zanimivi, bolj aktualni. Moramo biti pred drugimi. In se vrnem na izhodišče, za vse to so potrebna sredstva. In zato, jaz mislim, da na drugih področjih je isto, veste, da ne bi mislili, da jaz je to en vrtiček tukaj. Jaz mislim, da je povsod tako. Pri kulturi, pri glasbenem šolstvu, povsod je ta problem. Kader, strokovnost, ponudba, to morajo biti gesla, s katerimi moramo videti naprej. In v to je treba vlagati nekaj. Ja, jaz bi samo, ker sem 10 let v tem odborniškem delu in delam pri društvu in sem hotel samo potem nekaj misli povedati, ker to se strinjam z Ivanom Petalino, ker reče, da so kadri, da moramo biti strokovno dobri in to je cilj, ki se je dalo tudi moje društvo, recimo, in smo šli v to. Kaj opažamo? Posledica tega, kaj je, da ko ti imaš dobre kadre, in imaš dobro zastavljeno delo, imaš visoko kvaliteto in potem si zelo te ceni tudi italijanska družba. In torej, italijani, italijansko govoreče družine, ti dajo otroke, da se vzgajajo v športni panogi, ker vidijo, da tam je določena kvaliteta in ni samo, in ker smo športna društva, tekmujemo tudi, in to potem imaš dodaten problem, ker imaš italijansko govoreče, ki pridejo v društvo, ker iščejo kvaliteto, ker postaneš zanimiv tudi za italijansko narodnostno skupnost. Nisi samo zanimiv samo za Slovence. In tukaj je tista meja, kaj naredimo? Bomo manj kvalitetni, bomo bolj slovenski, ali bomo več kvalitetni, bomo imeli boljše rezultate in bomo potem vedno bolj mešani. Ker tukaj jaz se strinjam, da to ne more biti samo, ker bremeniti samo športna društva, to je nemogoče. Je nevzdržljivo, ker tisti, ki so v slovenskih društvih in ki delajo za dobrodelno in so tam in so to dobili zelo verjetno, ko so bili majhni, so imeli to od drugih, zdaj to ne gre več naprej tako na tak način, ker to bo vse krahiralo, ker je vidim zelo črno v tem momentu jaz, kar se tiče slovenskih društv, ker je preveliko breme in potem imaš še te dodatne stvari, ki ti mora dati eno roko šola pri tem, ker potem starši se obnašajo tako, kakor jim paša, ker recimo, ko imajo urnike, ki jim paša, bojo dali tudi otroka v slovensko športno društvo. Če drugo leto je urnik ne odgovarja, bojo dali otroka v italijansko športno društvo. Preto so določeni mehanizmi, ki niso tako logični. In je ena stvar, ki mora biti, morajo se vse komponente se morajo strinjati z enim določenim ciljem, kako ste vi rekli v začetku, da se ustvari ena določena sinergija pri teh stvareh. Ker če se to samo potem delegira športnemu društvu, športno društvo v tem ne bo kos te stvari. Ker potem greš v tisto, greš na rezultate, ki niso recimo bistveni, ampak ko greš na rezultate, potem si postane zanimiv za druga društva. Zelo kratka replika. To, kar nas ločuje od italijanskega društva, je samo eno, je jezik. Kar pomeni, jaz nimam nič proti, če v moje društvo pride italijansko govoreči fant ali dekle. Ampak vadbeni proces mora potekati v slovenščini. Ne, da jaz zaradi njega začnem peljati stvari naprej v italijanščini.
In tukaj smo mi, kar je rekel prej Černic Benjamin, moj bivši sošolec, to je že en kup let, ki se pogovarjamo o teh stvareh, tukaj smo mi popustili v prejšnjih letih ogromno na športnem področju, ker smo enostavno prešaltali z enega jezika na drugega. Ko imamo zdaj te številke pred sabo, je treba menjati ploščo. Je treba drugačne dati si zasnove. Ja, seveda smo interesantni, ne pridejo, samo jezik, vadbeni jezik mora biti izključno slovenski. To mora biti Spartjakov, ne bi rekli, to, kar nas ločuje. Samo moramo paziti, problem je, da zahtevamo slovenskih društv, da se govori slovensko, ko tudi potem na slovenskih šolah se govori italijansko, ne? Jaz sem v vrtcu, v mestnem vrtcu, kjer na 55 otrok, ne vem, če je 10 otrok slovenskih zakonov. So glavno vsi italijani in pridijo zaradi dobre ponudbe k nam in zahtevajo sejo v italijanščini. In imamo sejo v slovenščini in sejo v italijanščini. Ja, enako se obnaša naša ravnateljica. No, prosite, to se mi zdi, da je malo preveč. In potem ne moramo zahtevati od društev, da šola je slovenska ali ni slovenska. Če je slovenska, piše slovensko šolo, se obnašaš tako, kar je potrebno. Vam lahko povem to. Primer, inšpektor Bole, ker so se ga morda še videli, pa morda še poznali, je rekel, jasno, ni treba, jaz znam, sem bil v šoli, sem kričal na frizer. Snema, samo to sem to reč, ne pa tudi. Je rekel, ste upisali v slovensko šolo, prosim, da otroci govorijo slovensko. Na sejah ste upisali v slovensko šolo, se govori slovensko. Še več, v dober dobu si prišla mama v šolo in so učitelji začeli, da bojo z njo v razrednem svetu po italijansko. In je Mulc, je bil z njo, in je rekel, oprostite, ne, bom jaz te prevajal. Večja klofuta, kakor tako, ne vem. Zato pravim, ni spodobno, da v eni slovenski šoli od Romjana pa do ne vem kam imamo učitelje, ki zaradi otrok morajo se, pravzaprav zaradi otrok v slovenski šoli se govori italijansko. Nima smisla, da imamo slovensko šolo. Jaz sem rekla tega. Ne, jaz rečem. Jaz sem rekla, da starši zahtevajo. Med sejo v italijanščini. To se dogaja od Romjana do Štebrjana. Ja, med sejo se govori slovensko. Prosim. Realnost učimo, kot Bolj je stvar tistega, ki govori. Hvala. Še se oproščam. Ja, imam še dva kamenčka v šolne. Prvi kamenček je se sodilo pred kratki in potem mi se neko trener izrekel, govoriš italijansko. Ja, je rekel, če ne, pošla proč. Lani tisto skupina je trenirala ena Slovenija, ki ni znala italijansko. Ta atletinja nisa proč. Pomine, da smo tu mi sami krivi. In drugo, je pred enim mesecem sem govoril s prijateljem, mislim, Slovenc, žena pri Slovenka, in se vprašal, kako je mu, trenira še v boju? Ma ne, je posel, zdaj dela, zdaj nadela neč, ampak ta majhen hode igra hokej, neko tako. A ja, a kaj igra za Sfjamo, sem rekel, kako znaš? Ja, v Gorici Fjama je društvo, ki je najbolj znano, ne? Ano, ko je hitro rekel, ma ti, ma nekaj nisam, ta večina so Slovenci, se oba stvar so Slovenci. Anci,
celo z Nova Gorica hodijo jerat hvjami to. Kotalka, kotalka. Kaj govoriti? Ne vem. Je res, da jaz nisem demokratičen. Moj otrok, ki je rekel, da ne bo jedel nogomet, sem rekel, ja, ti lahko regaš nogomet, ma jaz te ne bom vozil. Sem bil predsednik društva od odbojke. Ma sem povedal, da nisem demokratičen. In tukaj, in tu zreč, ker pole je klapa. In tam, ne vem, jaz sem pomislil, sem rekel, kakšen vrt, ker te bom videl, bo rekel, poglej, na FIPA, na tisti zvezi, koliko je tih ljudi Slovencov, ker zdaj, mislim, ker je svoboda, vse ti si izbira šport, ampak če bi bilo par let nazaj Dadan rekel, da ima otroka, da je dal svjamo, tisti je izstopčen iz naše skupnosti. So menjali časi. Ne vem, sem jaz rapel, sem se hitro postaral in ne sedim več tem času. Ampak tu, kot je tisto šole, mislim, so tista ustanova, kjer so zrasli, mislim, tista generacija, ki danes ima 60 ali 70 let, tisti so zrasli tisti šoli, ker je bilo zavednost, ne glede politične ideje, ampak zareč je bila izbira, ker drugi so pošiljeni mari otrok rešil tam, da bojo imeli odprto pot v svet. In potem ste dokazali lih obratno. Lih zdaj je manj žule več. Še kdo? Vi nocoj više ti? Ja, še. Ja, zdaj prosim. Včeraj najprej seveda hvala Joži za, lahko rekel, enkratno delo, ki ste ga vsi skupaj naredili, ki sem tudi seveda tudi Slovjev, ki ne samo zato, ki dela statistike, mislim, da v vseh panogah, argumentih in našo slovensko manjšino dela, zato mislim, da to je prvič, ki hvala za vse to, kar delate. Jaz bi tako, seveda, ne bi, če začnemo glede kako so šole, ki bi začeli, to ne bi nikoli, še danes ne bi končali, ker mislim, da problem je, bo mešani zakon, ne mešani zakon, ker vemo dobro, da če danes, kot je zdaj sama Katarina povedala, iz 55 otrok so 10, če recimo drugih 45 pošiljamo domov, jutri se bo postavil problem, kam dam učitelje, slovensko učitelje, kaj je domov. Ne končamo več, mislim, da seveda ta bo velik problem. Mislim, da je ni samo tukaj, ker tudi... Šole je za otrok, ne se učitelj. Seveda, šole je pomembna, kot so tudi druge pomembne, kot problem, ki imamo, ko so otrok v Cartini, če imamo več panog, ne vemo, če jih dobimo enega, dve, za vsak nek glasbeni in tako dalje. Jaz bi vprašal samo bolj nekaj detaljnega. V športno udejstvovanju područje glede na kraj bivanja, ker me tako malo boli, da v Gorici občina, oziroma tudi Gorica Koliške občine, je 45%. Ta 45%, kako je po panogah, kateri so panoga problem, recimo, ste povedali ples. To je Romjan problem. To je eno vprašanje. Drugo, kar pa vidim hitro, bi gotovo, že sam tukaj Joži povedal, da če bi dali ples eno društvo, da bi v Gorici, da ne vem, kateri odstotek je v Gorici glede plesa, in urnik, mislim, da bi bili že rešili velik del. Jaz bom zelo na kratko, potem mogoče celo vi poznate še pobliže realnost in tako naprej. Ampak reč, problem je Romjan. Ne problem, da ti važa ven malo zviša to. Vem, samo da v Romjanu je slovenska šola. Jaz bi se vprašal, zakaj slovenska društva ne grejo tja po igralce, po tekmovalce in tako naprej. Ker mislim, da bi to lahko spadalo v tisto obogatitev ponudbe, o kateri je govoril profesor Peterlin. Od tisti, bi rekel, najhitrejši, najbolj direktni ponudbi. Zato, ker tam bi šli do nekoga,
ki slovenski jezik sprejme, mu je blizu. Ne, moje vprašanje je bilo, je povezano. Ta odstotek, kako sfazira med Romjanom in drugami, če imamo ta odstotek? To me... Ja, v detalj bi bilo treba iti potem pogledati podrobneje. Realno je tisti, ne? Vsekakor, bi rekel, prvi podatek je tisti, ki smo ga prej obeležili, ne? Tista plesna dejavnost, za katero imajo veliko zanimanje punce, tisto je, po mojem, prvi pogoj, ki tako močno poviša odstotek udejstvovanja v italijanskih društvih. Potem, te številke so pa dostopne, je tudi dosti nogometašev, je tudi dosti košarkarjev in tako naprej. Je pa res, da se lahko potem gre preveriti posamezne okraje in lahko, ko smo se z Norino pogovarjali, je bilo podobno, kot ste rekli prej tukaj, nekje moramo končati. Zato, ker potem razčlenjevati te podatke bi lahko šli naprej v nedogled. Mi smo se ustavili pri tem, da potem bi lahko tudi še nadaljno preišče zadevo. Še eno vprašanje, ki sem zdaj spomnil. Kaj bi se spremenilo v primeru, da bi otroci italijanske narodne skupnosti imeli slovenski predmet oziroma slovenščino v italijanskih šolah? Bi se kaj spremenilo glede tega? Ja, to je težko povedati, ne? Ja, prav gotovo, če se bi spremenila populacija v slovenskih športnih društvih, če bi italijanske šole uvedle slovenščino, to je vprašanje. Ja, je težko to povedati. Tudi zaradi tega, ker si predstavljam, da je velika razlika, če italijanska družina vpiše otroka v slovensko šolo ali pa vpiše v italijansko šolo, kjer poučuje slovenščino. Jaz mislim, da starši se tega dobro zavedajo. Jaz ne vem, če na primer v Trstu tisti, ki obiskujejo šolo Iqbal Masih, ker tam poučuje slovenščino, ne verjamem, da bi obiskovali slovensko šolo. Tako. Samo teh primerov nimamo, mi nimamo teh primerov, težko predvidevati, kaj se bi zgodilo. Če bi, prav gotovo bi slovenske šole zgubile en delež. Ampak, če damo na tehtnico to, kar bi zgubile in to, kar bi pridobili s tem, da bi na italijanskih šolah vključevali slovenščino, po mojem tehtnica gre v pri italijanskih šolah, po mojem. Odvisno, kako gledamo na te stvari, ampak samo gotovo bi slovenska šola utrpela, te izbir. Verjetno. Ne vemo, je težko to povedati, zelo težko. Če lahko samo dodam v vašem razmišljanju, mislim, da dokaz, da se ne bi nič spremenilo nasprotno, je Romjan. Prej ste rekli, Romjan hodijo, otroci so v glavnem iz nemešanih zakonov. Mislim, da je nemešanih zakonov bil eden. Drugače so italijanski, zato ker, kaj so rekli? Mejoščavike, čingalezi. In v tem primeru, ampak od tistih nimamo nič. Od teh potem pridijo na srednjo, nekaj jih pride na srednjo v Dobrodop, to mi bojo znali potrditi, tisti, ki so tam, ampak potem od 50 morda pride eden ali dva na višjo. In zato, kar se tiče društev, pa mislim, je še bolj porasno. Toliko je zato, da potrdimo. Še nekaj bi jaz dodala v zvezi z Romjanom, to je res posebna druščina ta šola. Sveda, če bi me slišal David Bertinacci, bi me tukaj pošteno oštel. Torej, mi imamo izkušnje, ker imamo vojški vrtiljak, so prihajajo ti otroci na naše gledališke predstave in
stalno ugotavljamo, da otroci ne razumejo, nekaj časa so mirni, potem pa postanejo nemirni, zato ker jim je težko slediti. To je velik problem. Seveda, da je tu vprašanje tudi vzgojiteljic, koliko jih pripravijo. K temu bi dodala še en lep dogodek v zvezi z Romjanom. Torej, lansko leto so preimenovali šolo po Ljubki Šovli in so imeli prireditev pri nas v kulturnem centru, so dvakrat ponovili. Jaz sem bila prisotna na drugi predstavi in sem bila ganjena. Sem bila ganjena zakaj? Kako so ti otroci recitirali vse pesmi in vse, kar so pripravili na pamet s krasno slovenščino in peli, da je sem bila ganjena. To je pa treba priznati. Seveda, da je tu zasluga in ogromnega dela učiteljic, ki so to pripravljali. To je ena, koliko bo pa iz tega dela, ki ga imajo, ki ga vlagajo v to šolo, ne vem, koliko bo tega ostalo, ker to, kar pravi profesor Černic, drži, nekateri, morda res malo številni, se potem upišejo na srednjo šolo, verjetno na višje nobena. Ni tako? Na više se upišejo tudi za Romjane. Ali pa so v Dobrodobu in potem pridijo na našo šolo, recimo na Vega, gotovo jih je nekaj, jih je gotovo 6, 7 ali tudi 10. Letos jih je marsikdo, jaz mislim, da jih, ne vem, 3-4 so šli v Ljubljano, v Novo Gorico, v Koper. To so realne številke, to je mislim. Pozitivno, to je pozitivno. Bi morali tudi na ta način gledati, tudi pozitivno sluči. Sem zadovoljen, tako, da nimam prav. Ne 50, ti si rekel 100%, ne skozi. Ne, 100% sem rekel. Ampak jaz mislim, da ni 100%. Zdaj, koliko je otrok v Romjanu, jih je ogromno. Tudi k nam pride precej. Ja, slijo precej. Kakšnih 100 jih je, ali še več? Samo eno, mislim, da letos smo odprli novo sekcijo, turistično sekcijo, in tam je 10 dijakov, ne 10 jih je. Zdaj jaz sem natančno, ker jaz ne učim na tisti šoli, in mislim, da jih je prišlo iz Romjana, oziroma tisti, ki so bili v Romjanu, da jih je skoraj vseh. Se pravi, da je nekaj 10% tistih... Ne, 10, 100. Ne, čakaj, ne, osnovno šolo obiskuje nad 100 otrok. Ja, tisti, ki so prišli v Dobrodob in so bili jaz v letu Dobrodobu, prihajajo iz tega italijanskega okolja, so prišli na to turistično, ker bi se radi slovenščino, pa kaj so ruščino, nekaj več. Nisem na tej šoli, zato ne znam podrobnosti, ampak je predvsej iz tega okolja. Vsekako, v zaključku izbeta veliko izzivov, veliko dela nas čaka, veliko odgovornosti. Stalno se treba prilagajati novim razmeram, ki se tako hitro spreminjajo. Zelo hitro. Zelo hitro, ja. In nismo v koraku s časom, ne? Ljubka šoli dokazuje, da so tudi tekom časa. Ja, nekaj se naredi. Se jaz nekaj občudujem iz tega vidika, ampak je marsikaj še tudi... V slovenski šoli se morda naš slovenski prostor smo preveč prilagodljivi, verjetno, in v tolikih letih popuščanja, zdaj pa treba malo potegniti zajeti, Torej, če ni drugih vprašanj, jaz bi rekla, da zaključimo nocojšnji večer, ki je bil izredno zanimiv in ki nam je dal tudi veliko izhodišče za nadaljne delo. Hvala nocojšnjim gostom, Ivanu Peterlinu, gospe Navini Bogatec in Martinu Materju. Mi kot običajno nadaljujemo klepet ob kozarcu vina in zato... Dorvozine. Kako? Dorvozine. A dorvozi pije vodo, pa imamo tudi vodo v hiši. Nekaj piše v knjižniško. Hvala lepo vsem. Samo da bi naslednji teden gremo malo na dopust, srečanja pod Lipami, se vrnemo čez 14 dni in vas vabimo na srečanje z bivšim generalnim konzulom Šušmeljem, ki bo spregovoril o Osimskem sporazumu in o teh okoliščinah, kako je nastal. Hvala lepa. Hvala.
Meni je bilo rečeno, da sme upravljati propite u Hamburgu u italijanskom. Ne sme upravljati propite u Hamburgu i na slovenski šoli. Opozoriti jače da ne smeju govoriti, da je najgovorio slovensko u slovenskoj šoli, čeko se govori u italijanskom. Ne bio sebi govori domače, jaz sem pa seveda dezertera in pravda bo na škoda, kdo je šerif. Strašno povejte kaj? Ja, samo po drugi strani, če ti počneš svojega otroka v Angliju, da bi se naučil angleško, zahteva, da govori tam angleško, da ga opozorije, zakaj ne moraš biti prišel za to, da si napiš slovensko. Ista v sebe, predvideno. Mentre minori. Se voglio. Nima smisla slušaj, jaz sem rekel in sem na svojim stališču še bolj trobal in bolj trkačil. Šolanje je za varjenje države. Samo res pa je, nekateri učitelji so zelo iz tiste moke, nič kučka. Pa ne mi reče, da prijo.